Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav. Moj rdeči blisk, moj gorski junak, Scott Scale 940 bo v roku 14 dni dopolnil pol leta. In vsem tistim, ki se sprašujete, če sem zadovoljen z nakupom oziroma če je bila to zgrešena investicija, bom poskušal danes odgovoriti v tem videu. Samo poglejte to nenormalno čudovito vreme, sončno in prijetnih 12 stopinj Celzija. Tako kot kar 14 dni nazaj s specialko, sem se tudi danes umaknil na Prevalj, tle med ta polja, vinograde in gozdičke, tako da bom lahko v miru odkolesaril en lep krog. Po teh 6 mesecih, kar imam to gorsko kolo, sem z njim naredil 900 km. Vem, ta številka je presenetila tudi mene, ker moramo vedeti, da zaradi bolezni 3 mesece sploh nisem vozil gorskega. 900 v 3 mesecih oziroma 300 na mesec, 10 km na dan. To je precej veliko povprečje, kar kaže na to, da je bil nakup upravičen in da sem kolo dobro izkoristil. Zdaj, če bi koga zanimale moje konkretne vožnje, vse so javno objavljene na Stravi in tudi ta današnja bom dal potem od spodaj link v opis videa. In v vsem tem času nisem imel s kolesom popolnoma nobenih težav. Nisem še bil z njim na servisu, niti na tistem prvem ne, ki ti pripada zastonj. Enostavno vse deluje, menjalnik teče lepo, nobena reč se še ni razrahljala, da bi karkoli ropotalo, škrtalo, tako da jaz ga kar vozim naprej. Ok, zdaj za vse tiste, ki mojih vlogov še ne spremljate redno, moram biti vseeno pošten in odkrit. Jaz sem na tem kolesu že prvi ali drugi dan ugotovil, da zračnice niso prava izbira. Povoziš mimogrede kakšen trn in enostavno se mi je spraznila guma že, mislim, da na drugi vožnji. Tako da sem bil s kolesom na servisu že prvi teden po nakupu, kjer so mi zračnice vzeli ven in naredili tale sistem tubeless. Od takrat pa dejansko ni bilo več nobenih težav. Vmes sem opazil, da je prišlo do enega predrtja, ker je na sprednji gumi prav na hitro špricnilo ven tisto belo mleko, ampak se je lukenca takoj zatesnila in brez problema sem se peljal naprej. Drugač pa ja, res, brez kakšnih problemov. Kmalu od začetka sem tudi z njim dvakrat padel, k sreči tako, da kolesa nisem poškodoval, niti popraskal ali karkoli. Zdaj sem se pa že malo bolj zverziral, malo bolj korajžno se peljem, malo bolj sem se ga navadil, tako da nisem več prihajal v neke situacije, da bi se ustrašil, da bi padel ali da bi se mi karkoli zgodilo. Sčasoma sem tudi ugotovil, kako moram pumpati gume, in sicer na teh mojih Schwalbe piše od 1,8 do 3,7 bara. Jaz sem pogruntal, da se najboljše počutim, če v sprednjo dam 2,1 bara, v ta zadnjo pa 2,6. Se mi zdi, da je za mojo težo toliko tisti ta prav oprijem, da niso preveč trde, preveč mehke in da se super varno peljem. Mi je pa všeč pri gorskem kolesu, da tudi če že moraš premagati kakšen kos poti po asfaltu, dosti lažje premagujem te jaške in druge nepravilnosti v cestišču, ker me ne nabija tako kot kar specialko. Če bi mogel izpostaviti eno stvar, ki mi gre na živce, je to, da ne glede še tako suho vreme in sončno, mi ne prepreči tega, da ne bi nekje po poti zapeljal v kakšno blato, v neke luže in potem je celo kolo umazano, kar pomeni, da prav po vsaki vožnji, ko prijem domov, ga moram oprati in temeljito očistiti, zato ker kolo hranim v dnevni sobi in si pač ne morem privoščiti, da bi ga peljal blatnega noter. Če bi ga imel kje zunaj, bi celo razmislil o tem, da ga ne bi niti vsakič opravil, ampak tako pa nimam druge izbire. Sicer to nima nobene veze s tem kolesom, ta problem bi bil enak, ne glede na to, kakšno znamko bi si kupil. Tu je verjetno edina stvar, ki me moti, pa še to ni tak problem. Lej, če je to moj največji problem, potem sem verjetno najsrečnejši človek na svetu. Čakajte, zdaj tle, je fajn svetloba.
se bom ustavil pa da pogledamo, kako umazan je tale moj gorc. Mislim, da ni dvoma, kamorkoli pogledaš, katerikoli delček kolesa je prekrit z debelo plastjo blata. In če je tako blatno kolo, sem verjetno blaten tudi jaz. In kaj ćemo zdaj? Jokat? Gremo naprej. To je to. To je gorsko kolesarjenje. Drugač pa res, tako prijetno se počutim. Vozim se po takih lepih makadamih, med gozdički, med vinogradi, izven kakšnega prometa, še ljudi in kolesarjev ne srečam veliko in to odtehta vse ostalo. Jaz sem se to znajdel nekje na neki travi med vinogradi, čudovito. Kar se tiče moje vožnje, sem na gorskem kolesu precej počasen, nekje tam med 17 in 20 na uro se giblje povprečje. Danes, na primer, sem naredil 20 km v 1 uri in 10 minut, zato ker tako, ko zapeljem kakšno blato, potem peljem še bolj počasi, da mi ne bi vse tisto špricalo gor po hrbtu in po kolesu. Praviloma manj kot 17 pa moje povprečje tudi ni, ker ne rinem na kakšne super zahtevne trejle. Na teh lepih, prijetnih makadamih je to nekje to. Sliši se malo v primerjavi s specialko, ampak tako za odklop od tistega mestnega vrveža in od prometnih cest je pa to idealno. Glede kvalitete ne bom znal dosti povedati. To je moje prvo gorsko kolo v življenju. Ima karbonski okvir in najbolj me je bilo strah, da bi mi ga poškodovali kamni, ki letijo izpod sprednje gume od spodaj gor v tisto štango. Ampak zaenkrat nisem opazil nobene praske, nobene poškodbe. Glede ostale opreme pa niti ne znam oceniti. Kaj pa vem, menjalnik, sedež, ročice. Zaenkrat je kolo še premlado, da bi se karkoli izrazilo, kakšne napake ali pa kaj. Zavedam se, da je to kolo v spodnjem rangu kvalitete, kar se tiče takih trdakov. Vseeno pa ni tisto najslabše, da bi rekel, da se ga ne boš niti s kleščami dotaknil. Jaz sem ga dobil s kar precej popusta, 500 € je bil cenejši, zato ker je bil letnik 2022 in sem dal zanj 1,5 ure. Sem dobil kar dobro razmerje med kvaliteto in ceno. Ja, tudi danes je super, fantastično. Ne glede na to, kolikokrat sem se že vozil čez ta prevalj, zmeraj odkrijem še kakšne nove makadame. To so take poti, kjer specialko sigurno ne bi nikoli zašel. Mi je pa tudi zanimivo, ker nikoli ne vem, kje bom prišel ven, ko se nek makadam konča, pa kar naenkrat pridem na neko glavno cesto in itak, da prepoznam, kje sem na tem prevalju in sam gledam. Tudi ta povezava obstaja, pa sej to ne moreš verjeti. Vse je prepleteno s temi makadami. Drugač pa lahko kot zanimivost povem tudi, da jaz na tem kolesu nisem popolnoma nič spreminjal. Niti za milimeter nisem zmaknil sedeža, nastavitve ročic, kakršnih koli drugih razdalj. Nič, popolnoma nič nisem spreminjal. Jaz sem se samo nanj usedel in se vozil, se ga super navadil in to je to. Zdaj pa ne vem, ali je moj serviser tako dober, da me že toliko pozna, kako mi more kolo nastaviti, ali sem pa jaz toliko prilagodljiv in fleksibilen, da me prav noben položaj ne bi več motil. Ampak ne verjamem, da bi naredil toliko kilometrov, če se na njemu ne bi dobro počutil. Sam poglej, kako je lepo, kakšen mir, tišina. Res, v takem vremenu nimam kaj delati doma. Sorry, pač bom mogel trenažer še malo počakati, ker v takih pogojih je edina opcija, da grem na cesto. Tako da glej, če bi mogel še enkrat zbirati, še enkrat kupiti, jaz bi si kupil tako kolo. Ne prav lih tega verjetno, ampak nekaj v tem smislu enega karbonskega trdaka v rangu 1,5 € in to mislim, da je tisto, kar pokrije vse moje potrebe. Jaz mislim, da je to bil dober nakup, da sem kolo dobro izkoristil. Praktično nad njim nimam nobenih pripomb, nobene slabe besede. Tako da se vam bi jaz samo še zahvalil za podporo, vam zaželil varno vožnjo in čim več srečnih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.